Družba z nami v studiu, z veseljem pozdravljam Nino Kozorog, Slovenko leta, nevrologinjo in humanitarko. Pozdravljena, živjo. Pozdravljen. Dobrodošla. Hvala za Slovenka leta. In, ajde, če se naredim čist nevednega, ne? In lahko samo ugibam, da najbrž Slovenka leta nisi postala zaradi nevrologije, ampak Res je. Ja, ampak zaradi humanitarnega udejstvovanja. Povej nam kaj več o tem. Tako je, res je. Že v bistvu skoraj desetletje vodim društvo Humanitarček, Ja. ki se nekako ukvarjamo z brezdomci in pa starostniki, in lansko leto smo lansirali ta projekt Vida in mislim, da je to tisto, kar je nekako se ljudem zasidralo v srce. Koliko vaše delo zaleže? A imaš kaj dobrega občutka? Najbrž da. A je tudi kaj tistega, dal bi se več, če bi le kaj? Kje so težave? Ja, problem je v tem, da je vedno več potrebe. In enostavno ni nekih sistemskih rešitev. In ja, jaz nočem razmišljati, da se naše delo ne bo nikoli končalo, ker je to v bistvu zelo depresivno razmišljanje. Upam si verjeti, da če vsaj enemu pomagam, je to sprememba za njega. Ampak ja, enostavno pa nekih sistemskih sprememb pa ni na vidiku. Seveda, če bi sistem pomagal, bi se dalo nedvomno narediti veliko več. Ampak če se dotakneva primera dečka Krisa. V tem primeru smo Slovenci množično zbrali en kup denarja. Pustimo to, koliko lahko eno zdravilo košta 1 milijon evrov, jebem ti sunce, zakaj se o tem ne pogovarjamo, ampak le, ljudstvo je nekako zelo jasno pokazalo, česa si želi, kakšne so naše vrednote. Zakaj oblast to, recimo, premalo upošteva? Ja, ravno v primeru dečka Krisa se je pokazalo, da mali ljudje znamo stopiti skupaj in pomagati. Kaj pa je tukaj manjkalo, je bilo pa tista sistemska rešitev. Kaj pa vsi ostali otroci, ki nimajo tako prodornih staršev? Kaj bomo za vse njih vsako leto zbirali denar? Ja, ne. Torej, kje je zdaj ta sistem, da bi nam pomagal do teh rešitev? Točno tako, ja. Kaj odgovarjaš na očitke, da pravzaprav da si sistem opere roke ob vaših dejavnosti, češ, sej to že počnejo oni, pa nam ni treba. Kot da na en način pravijo kritiki humanitarizma, da dajemo državi s tem potuho. Ja, jaz javno povem, ja, mi smo potuha državi. Ja, žal. Žal, to je dejstvo. Ampak po drugi strani pa pravim, kdo bo pa pomagal tem ljudem, če jim pa dejansko ne bomo humanitarci. In ravno en tak primer je recimo pomoč na domu, ki je neka sistemska rešitev. Ampak poglejte, mi moramo nastopiti v nekih zelo ranljivih situacijah, kajti pomoč na domu se ne bo vključila pri enem starostniku, ki nima tople vode, ki ima povsem nedelujočo kanalizacijo, ki ima povsem v razsulu stanovanje. Se pravi, oni ne bodo ponudili sistemske rešitve, če ne bo šel nekdo z metlo in z čistili dejansko nečesa očistiti. Torej, mi imamo neke nastavke sistemskih rešitev, ampak manjka pa tista implementacija na samem terenu. Ker najbrž ukvarjanje z dobrodelnostjo, organizacijo in tako zahteva veliko časa. A imate sploh še kaj prostora, energije, manevrskega prostora, da bi lahko poleg tega še prepričevali državo, zahtevali spremembe, zahtevali nove zakone okrog dobrodelnosti, okrog humanitarizma, okrog problemov? Mi smo se odločili, da pravzaprav ne. Zaradi tega, ker jaz mislim, da ja, dan je prekratek, ali si ti terenski človek poskušaš realno pomagati, ali pa se greš v bistvu v neko birokracijo. Mi obstajamo skoraj 10 let, nismo neke birokracije, nismo nekih sistemskih sprememb dosegli, zdaj pa vse, kar nam je ostane, mi pomagamo ljudem, vpijemo, kaj je narobe in mogoče se bo našel nekdo, ki bo slišal, kaj je narobe in dejansko on speljal to birokracijo naprej. Nevrologinja. Magistrirala pa si, če sem prav informiran, iz bioinformatike. Bioinformatika, povezava z računalništvom, se pravi DNK, pa kodiranje, pa skrivanje šifriranih sporočil. Vse to gre meni. Zakaj gre?
Ja, v bistvu moj drug poklic je inženir računalništva in informatike, s katerega sem nadaljevala v bioinformatiki. In v bistvu zdaj se jaz po poklicni poti na oddelku za nevrokirurgijo pravzaprav ukvarjam z nečim drugim, se pravi z intraoperativnim neuromonitoringom. Se pravi, mi dejansko med operacijo spremljam možganske funkcije. Tako da ne toliko DNK. Iz režije nama že kažejo, da sva zaplavala. Hvala lepa za obisk. Hvala In za še kdaj. povabilo. Živjo.